Sčasoma se bo medicina čedalje manj osredotočala na obravnavo že napredovalih stanj, lajšanja simptomov, ampak se bo osredotočala na preprečevanje bolezni, preprečevanje zapletov, vzročno zdravljenje, personalizirano zdravljenje. Tukaj bo zelo pomembna preventiva, genomika, različne neinvazivne možnosti diagnostike, kot kakšna nova cepiva in tako dalje. Zelo pomembna bo seveda tehnologija pri tem, pa tudi umetna inteligenca, ki nam bo pomagala še bolje upravljati z velikanskimi bazami podatkov, še bolje razumevati zelo kompleksne biološke procese in vzroke za bolezni. Zdravnik bo mogel mogoče še toliko bolj zagotavljati svojo bližino, svojo neposredni stik, mogoče zlasti tistim, ki bodo slabši pri razumevanju vseh možnosti, ki jim bodo na voljo, mogoče ranljivim skupinam in drugim. Tako da jaz mislim, da se bo za vsem tem napredkom tehnologije vloga zdravnika samo še krepila in prav je, da smo nekako na to pripravljeni. Verjamem, da bomo v prihodnosti še z veliko večjo učinkovitostjo preprečevali in pa zdravili določene bolezni, ki jih trenutno morda še ne tako uspešno zdravimo, kot si bi jih želeli. Tukaj predvsem mislim na velike raziskovalne dosežke v nanotehnologiji, bioinženiringu, genetiki, imunobiologiji, kar bo po mojem prepričanju revolucioniralo prihodnost v medicini.